Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo zelo zanimivo pravljico poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic v mojem knjižnem kotičku. Ste že kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi knjige zares oživele? Če bi iz njih skočila pravljična bitja in nas obkrožala z vseh strani. Natanko to se je zgodilo deklici, ki ni marala knjig. Pravzaprav sploh ni vedela, zakaj jih ne mara, saj jih ni nikoli brala. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Deklica, ki je sovražila knjige. Nekoč je živela deklica z imenom Mina. Ko bi besedo poiskali v knjigi, bi odkrili, da v starodavnem jeziku sanskrt njeno ime pomeni riba. Ampak Mina tega ni vedela, saj ni v knjigah nikoli ničesar iskala. Sovražila je branje in sovražila je knjige. Vedno in vsepovsod so na poti, je govorila. Temu bi lahko samo pritrdili, kajti pri njej doma so bile knjige vsepovsod. Ne samo na knjižnih policah in nočnih omaricah, kjer jih ponavadi najdemo. Knjige so bile na najbolj neobičajnih mestih, kamor gotovo ne sodijo. Knjige so bile po toaletnih mizicah, komodah, predaljih, skrinjah, kuhinjskih omarah in celo v omarah za obleko. Kupi knjig so bili na posteljah, pod njimi so se šibili stoli. Knjige so se grmadile po stopnicah, z njimi je bil natrpan kamin. Temu ni bilo videti konca. Mama in očka sta knjige vztrajno prinašala domov. Knjige in spet knjige. Knjige sta kar naprej kupovala. Knjige sta si izposojala. Knjige sta naročala iz kataloga. Brala sta pri zajtrku, brala sta pri kosilu in brala sta pri večerji. Kadar pa sta vprašala Mino, ali bi želela kaj prebrati, je zacepetala in zavpila: "Sovražim knjige!" Na vsem svetu je bil verjetno samo še nekdo, ki so mu bile knjige bolj odvratne kot Mini. In to je bil njen muc Max. Ko je bil še ljubka kepica, mu je na rep padel ogromen atlas. Od tedaj je minilo mnogo dni. Toda konica repa mu je ostala ukrivljena kot žica za čiščenje pipe. Vse od takrat si je prizadeval in pazil, da so bile knjige pod njim in ne nad njim. Nekega jutra, potem ko je Mina najprej iz umivalnika zložila vse knjige, da si je lahko ščetkala zobe, je šla v kuhinjo pripraviti zajtrk zase in za Maxa. Splezala je na skladovnico enciklopedij, da je prišla do kosmičev. Nato je odprla hladilnik. Morala je prestaviti kuprevi, da je lahko vzela mleko. Nalila ga je zase in za Maxa. "Max!" je poklicala. "Zajtrk je pripravljen." Ampak Maxa ni bilo od nikoder. Poskusila je še enkrat. "Max!" je zaklicala. "Zajtrk je na mizi." Muc pa kot da ne sliši. Le kje bi lahko bil, je ugibala. Pogledala je v banjo in za sušilnim strojem. Pogledala je pod stopnicami. Ozrla se je na steno, ali morda čepi na uri. Toda povsod je videla knjige in spet knjige, Maxa pa ni našla. Naenkrat je zaslišala glasen mjav. Stekla je v dnevno sobo.
Zagledala je muca, kako nemočen čepi na najvišji skladovnici knjig v hiši. Ena na drugi so se kopičile vse knjige, ki sta jih starša vztrajno kupovala dan za dnem, ona pa se je vztrajno branila, da bi jih brala. Čisto na dnu so bile velike sijoče slikanice iz časov, ko je bila še malčica. V sredini so bili abecedniki in knjige z otroškimi pesmicami. Na vrhu, tik pod stropom, pa so bile zbirke pravljic in knjige napetih pustolovskih zgodb. Na vseh pa se je nabiral prah. Nič ne skrbi, Max, mu je zaklicala Mina. Rešila te bom. Začela je plezati po skladovnici knjig. Sprva ji to ni delalo težav, saj imajo slikanice trde platnice. Počutila se je, kot da se vzpenja po stopnicah. Ko pa je prilezla do knjig z mehkimi platnicami, ji je spodrsnilo na knjigi pesmi. Izgubila je ravnotežje in zgrmela po kupu navzdol. Tresk! Knjige so se razletele na vse strani. Platnice so na široko zaplahutale, listi so zašušteli in knjige so vihraje popadale po tleh. Ko pa so široko razprte obležale, so se začele dogajati nenavadne stvari. S popisanih listov so se usule osebe in živali. Padale so druga na drugo, prekopicavale so se po tleh, da so knjige frčale in so se stoli prevračali. Bili so kraljeviči in kraljične. Bile so pravljične vile in začarane žabe. Pa še volk in 3 prašički in učeni gozdni škratek. Tu so bili škrlatna žirafa in mama gostka s svojim debelinkom, ki je z velike višine treščil na tla, da mu je počil trebušček. Prihajali so sloni, cesarji in avstralski emuji, palčki in pisana druščina razposajenih opic, ki so uganjale norčije. Toda največ je bilo zajčkov, ki so se trumoma usipali iz knjig. Ni manjkalo ne gozdnih zajčkov, ne belih, ne takih s klobuki. Sredi direndaje je sedela Mina, utrpla od osuplosti. Mislila sem, da v knjigah samevajo besede, ne pa da se v njih prekopicujejo zajčki, je rekla, ko je k njej iz knjige priskakljalo še 6 dolgouščkov. Saj to sploh ni bila več jedilnica. Na mizici je slon plesal na eni nogi in žongliral z dragocenimi porcelanastimi krožniki. Opice so potrgale zavese in jih spremenile v ogrinjala. Zajčki pa so si brusili zobke na nogah mize. Nehajte, je zakričala Mina. Spravite se nazaj. Toda lajanje, kruljenje, ropotanje in štorkljanje je bilo tako hrupno, da je preglasila vsako njeno besedo. Pograbila je najbližjega zajčka in ga poskušala stlačiti nazaj v kuharsko knjigo. Na smrt se je prestrašil, izvil se je Mini iz rok ter zbežal. Odprla je drugo knjigo. Iz nje so sfrfotale 4 račke. Hitro jo je s treskom zaprla. Tako ne bo šlo, je uvidela Mina. Ne vem, kdo je doma v kateri knjigi. Nekaj hipov je premišljala. Že vem, se je odločila. Šla bom k vsakemu in ga vprašala, v katero knjigo sodi. Najprej se je obrnila na neko čudno bitje, ki ga sploh ni poznala. Kdo si ti? Ga je vprašala. A kot antilopa, je žival jezno odvrnila in odpeketala iskat svoj abecednik. Pod jedilno mizo je našla volka, ki je komaj zadrževal jok. Ne morem se spomniti, ali sem iz rdeče kapice ali iz 3 prašičkov, je tarnal in si brisal moker smrček na mizni prt. Ampak Mina je bila nemočna, saj ni še nikdar prebrala ne rdeče kapice, ne 3 prašičkov. Potem pa se je domislila.
Vzela je najbližjo knjigo in začela brati na glas. Nekoč v davnih časih, je začela Mina, za 9 gorami in 9 vodami. Počasi so pravlična bitja nehala skakati, tuliti, žlobudrati, klepetati. Lezla so vse bližje in bližje, da bi slišala, kaj se bo zgodilo. Kmalu so vsi sedeli v krogu okrog Mine in poslušali njeno glasno branje. Ko je prebrala prvo stran in začela na vrhu druge, so prašički v krogu poskočili. To smo mi, so zavpili. To je naša stran, to je naša knjiga. Skočili so iz kroga, se pogreznili v njeno naročje in se izgubili v knjigi. Mina jo je hitro s ploskom zaprla, še preden bi utegnili ponovno pokukati iz nje. Pograbila je drugo zgodbo. Po vrsti je prebirala vse svoje knjige in drugo za drugim so bitja ugotovila, kje so doma. Nazadnje je v sobi ostal samo droben zajček v modrem plaščku. Mina je počasi vzela v roke knjigo. Bila je zgodba o Petru Zajcu. Mogoče pa lahko tega zajčka obdržim pri sebi, je pomislila. Stožilo se je po družbi, sedaj ko so vsi odšli in se vrnili v svoje knjige. Toda drobni zajček je stal pred njo. Nemirno je trzal svojim mehkim smrčkom ter se živčno prestopal z noge na nogo. Neučakano je hrepenel po svojem domu. Tako je Mina z globokim vzdihom odprla zadnjo knjigo. Zajček je skočil vanjo, samo za hip se je zabliskal njegov bel svile in repek in že ga ni bilo več. V hiši je nastala tišina. Max je sedel na knjigah in si umival smrček. Mina je zavzdihnila. Nikdar več ne bom videla teh zajčkov, je zastokala. Potem pa je opazila, da so knjige še vedno tu, še vedno ležijo okrog nje. Na obraz se je prikradal nasmeh. Ko sta tisto popoldne mama in očka prišla domov, nista mogla verjeti svojim očem. Nista pogrešala zaves na oknih. Ni jo motila vse naokrog razmetana razbita posoda. Niti jo niso razjezile obglodane noge mize. Saj je tu, sredi sobe, sedela Mina in brala je knjigo. Ja? Bravo, Mina. Sedaj se je pričela tvoja pravlična dogodivščina. Ja. Knjige so kot ključi, ki odpirajo vrata v svet domišljije in znanja. Včasih se moramo le opogumiti, odpreti knjige in dovoliti besedam, da nas popeljejo na to čarobno popotovanje. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom O volku, ki je iskal pravljico, prav tako kot junaki današnje pravljice. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, naj knjige bogatijo vaša življenja ter vas popeljejo v čarobni svet. Prijeten pozdravček prav vsem, ki tako radi prisluhnete pravličnemu svetu v mojem knjižnem kotičku. Pošiljam vam knjižni pozdravček. Čau, čau! Bravo, Mina. Ja, v knjigah se marsikdo skriva.